Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si v današnji najnovejši uri resnice. Z menoj je pa Nenad Gliks, raziskovalni novinar tega portala. Nenad, dobrodošel. Pogovarjala pa se bomo o pravosodju, o tem, kaj se ta hip dogaja v pravosodju, za katerega pač vsi vemo, ali pa oba veva, da je nekakšen zadnji branik oblasti tranzicijske levice. Zdaj, Nenad, ti se veliko pišeš o pravosodju, veliko pišeš o ključnih teh imenih v pravosodju. V zadnjem času se je to vse vrtelo okoli Marjana Pogačnika, pa veliko se je vrtelo okoli Marjana Pogačnika, pa Miodraga Đorđevića, zdaj že bivšega predsednika Vrhovnega sodišča. Ampak predno gremo na te sodnike, oziroma vodilne ljudi na slovenskih sodiščih, bi rada še malo obnovila eno tvojo zgodbo, o kateri si veliko pisal pred časom, pa tudi zadeva pravosodje, in sicer Aleksandra Čeferina, predsednika UEFA, ampak odvetnika, slovenskega odvetnika. Zdaj, ti si pisal o dveh zadevah takrat, o domnevnem nakupu nekakšnega stolpa graščine v Glemu. Ne vem, če se spomniš, on je zadnjič dal intervju za Delo, Aleksandar Čeferin, in je zanikal, ampak kar je zanimivo, nekaj se je poskušal dočevati s tebe, ti zbijati kredibilnost, ampak to verjetno zaradi teh njegovih drugih zgodb povezanih z odvetništvom, ki si ti pisal. Ampak koliko se jaz spomnim, on je rekel, da ni govora o tem, da bi on karkoli kupil, ampak koliko se spomnim, si ti njega takrat kontaktiral, si poskušal zvedeti njegovo mnenje, ampak se ni hotel s tabo komunicirati, oziroma ni hotel odgovarjati na postavljena vprašanja. Značilno za Aleksandra Čeferina je, da v bistvu, kar se tiče novinarjev, sodeluje samo za dogovorjene intervjuje, na vprašanja, ki mu niso všeč, ne odgovarja. Ne samo to, tudi cenzurira, mislim, intervjuje itak cenzurira, ampak to hoče reči, tudi odgovarja samo, kot praviš, na odgovorjena vprašanja. Če se mu postavi neko vprašanje med intervjujem, za katero ni dogovorjeno, pa naredi celo zgodbo. Nekaj podobnega se je zgodilo Delo, ki je bila tista novinarka, ki je intervjuvala njega in njegovega očeta takrat pred časom in mu je postavila neko vprašanje, za katerega, kako ni bilo zmeden, pa je kasneje dobila odpoved. O tem, da pa seveda tudi cenzurira intervjuje, v katerih on ne nastopa, ampak nastopa pač njegov bivši sodelavec Milović, pa itak vemo. Ampak zdaj, je on kupil tisto graščino ali ni kupil te graščine? Formalno je tisto graščino kupilo ena ustanova iz Švice, ki je pa povezana s tem njegovim sodelavcem, enim na UEFA. Tudi odvetnikom, bivšim, Ja, iz njegove odvetniške pisarne. Ja, mislim, da ja. Mislim, da ne krvnim, ampak ne, mislim, da nek mrzu bataj, nekaj takega. Ja, in v glavnem, ko sem jaz tistega človeka klical, sem rekel, dobro, a lahko razložite zdaj, kdo je, a ste vi dejansko lastnik ali je Aleksandar Čeferin. Njegov odgovor je bil, jaz ne vem nič o ničemer. Kaj si lahko z tega predstavljamo? Domnevam, da je verjetno kaj v ozadju. To se pravi, nekdo, ki je kupil, čiga žena je kupila ta stolp, ti je pove po telefonu, jaz nič ne vem o ničemer. Tako, Aleksandar Čeferin pa v zvezi s to nepremičnino ni odgovarjal nič. Ampak potem si se pa ti lotil, pod narekovaj resnejše zgodbe. To pa je, bom rekel, si ugotavljal v principu, da Aleksandar Čeferin, zato ker je predsednik UEFA, ne bi smel biti več pri nas odvetnik po zakonu o odvetništvu, in ker ni odvetnik, ker ne bi smel biti več odvetnik, tudi ne bi smel več biti družbenik, največji družbenik odvetniške pisarne Čeferin iz Grosuplja. Torej, po zakonu o odvetništvu, če greš na kakšno državno funkcijo, javno funkcijo, naprimer njegov brat Rok Čeferin je zdaj ustavni sodnik in je on še vedno družbenik v odvetniški družbi, še vedno je lahko odvetnik, mu pa ta status odvetniški miruje. To je v skladu z zakonom o odvetništvu in to ni sporno. Pričemer Aleksandar Čeferin pa ni šel na nobeno javno funkcijo državno, Slovenija ga ni nikamor poslala, on je šel pač za predsednika UEFA, Evropske nogometne zveze, ki je zasebna institucija. Nima zveze, ni Slovenija ga tja poslala. In v skladu s tem mu ta status odvetniški ne bi smel mirovati, ampak bi ga morali takoj, ko je prevzel ta položaj, leta 2016, šefa UEFA, bi ga morali izbrisati iz imenika odvetnikov. In če bi ga izbrisali, potem ne bi mogel biti niti družbenik v tej odvetniški družbi Čeferin. On je zdaj največji družbenik, mislim, da ima 38%. In tudi iz tega naslova si ne bi mogel izplačevati visok dobiček vsako leto. Recimo, jaz sem gledal samo v zadnjih 2 letih,
ta družba ustvarja prek 1 milijon evrov letnega čistega dobička, bi si lahko, oziroma so si izplačali družbeniki, to iz bilance izhaja, celoten dobiček, on je dobil več kot 500 000 evrov. Ne? V zadnjih 2 letih. Samo je v zadnjih 2 letih. Ampak zdaj, se pravi, pri Roku Čeferinu, ki je bil imenovan oziroma izvoljen za ustavnega sodnika, ta status ni sporen, ne? Ja, pri Roku Čeferinu. Njemu status odvetnika miruje, ampak ker mu ni izbrisan, je še vedno lahko družbenik. Ja. Ampak vseeno je pa tako, a ni vse tako malo, kako bi rekel, recimo temu malo nenavadno, da ustavni sodnik recimo služi na nek način, dobiva denar iz naslova podjetja, iz naslova dobička, na nekem svojem zasebnem podjetju. To je možno, da je sporno. Ja. Koliko je on pa zapravo potem dobil po tej, kar izhaja iz bilance? On je dobil polovico toliko kot Aleksander Čeferin. To je okoli 250 000 evrov, kako? Ja, mislim, da recimo lani so imeli 1 milijon evrov čistega dobička, ne, predlani. 1 milijon evrov 25% je davek, če si izplačaš. To pomeni, če je on 19%, to je 190 000, minus 25%, okoli 150 000. To se pravi, recimo zdaj, če rečeva tako čez palec, on je v principu več zaslužil z svojimi delnicami v njegovem družinskem podjetju, kot na ustavnem sodišču, predsednik ustavnega sodišča. Tako, ja. Pričemer, mogoče to je sporno, torej to, da mu miruje Roku Čeferinu ta status odvetnika, mogoče to samo po sebi še ni, mislim, to je zakonito. Ja. So mi pa rekli tudi že poznavalci, da to pa mogoče je sporno, zato ker on trenutno ne dela kot odvetnik. Ali mu ne bi smel mirovati tudi, ne bi moral mirovati tudi ta, recimo mirovati status družbenika in iz tega naslova tudi pravice. Torej, da on kljub temu, da ne dela kot odvetnik trenutno. Kaj pa zakon pravi? Kako zakon? Zakon mislim, da to točno ne opredeljuje. Opredeljuje, kdaj ti lahko miruje status, glede dobička, glede družbeništva, pa mislim, da o tem pa zakon podrobneje ne. Samo nekako malo logično razmišljamo v tej smeri. Ja, mislim, za nekatere vire moje je to sporno. Vire iz področja prava? Pravosodja, tako. Je to sporno? Ja, za nekaterim se zdi tudi to sporno. Pa ne samo moralno, tudi zakonsko sporno? To je zdaj vprašanje, ker zakon tega podrobneje ne določa. On je odvetnik še naprej, ampak ne dela trenutno kot odvetnik. Nenad, kdo bi pa mogel zdaj izbrisati Aleksandra Čeferina iz seznama slovenskih odvetnikov, potem ko je postal predsednik UEFA? Bi to mogel on sam narediti? Odvetniška zbornica. Odvetniška zbornica. Lahko bi sam pač predlagal, da pač se izbriše oziroma da izstopi iz odvetništva, to je možno. Sicer pa bi odvetniška zbornica morala ugotoviti, da obstajajo pogojev, da si lahko odvetnik, da ni več, ker je pač ni več, se ne ukvarja z odvetništvom trenutno, ampak je šel v eno drugo pač delo. Mimo grede, če si odvetnik, ti zraven ne moreš biti še direktor nekega podjetja. To je kršitev, huda kršitev. A tudi to je kršitev, samo po sebi? To je pa v zakonu točno določeno. Tako da ne moreš različnih funkcij. Če si odvetnik, si odvetnik. In bi moralo že na podlagi zakona, bi morali oni ugotoviti, da pač teh pogojev, da je on še naprej odvetnik ni in ga izbrisati iz imenika. A to bi mogli pač kaj, tako uradni dolžnosti, ko so videli, da je bil izvoljen, bi mogli, klika bi mogli če delati in tako naprej. Jaz sem jih spraševal. Ti si spraševal, kaj predsednik odvetniške zbornice, Janez Starman, odvetnika. Jaz sem jih spraševal večkrat še pri tedniku Domovina, ko sem pisal, da kako to, da ga že leta 2016, ko je prevzel vodenje UEFA, niso pač izbrisali na podlagi zakona. In so mi rekli, da je on dal nek predlog, da se mu ta status da v mirovanje odvetniški, na podlagi zakona, ker je šel na UEFA, in oni so to storili. Kljub temu, da to ni neka državna funkcija. Če bi on šel naprimer za sodnika, za ustavnega sodnika, če bi ga Slovenija poslala nekam za veleposlanika ali kaj podobnega, potem mu po zakonu lahko miruje odvetniški status. Tako pa ne. Jaz sem bral, da mu lahko miruje tudi, če gre na neko misijo, recimo vojaško misijo, diplomatsko misijo, ne vem kakršno koli misijo, ampak to ni nobena misija.
Ne, to ni, to je pač misija, da ima zelo velik vpliv tam na UEFA, pa misija, da odlično služi tam, to je ta misija, ne, pa da se promovira. To je zasebna misija njegova. To je čisto zasebna misija, Slovenija s tem nima nič, ne. Ampak zdaj mi to povej, Nenad, no, saj to verjetno ta predsednik odvetniške zbornice Janez Starman zelo dobro ve, ne? Se zna zakon prebrati tako kot midva, ne? Čisto preprosto, ne? Saj ni komplicirano napisan zakon, ne? Dela se, da ne ve, ne. Dela se, da ne ve. Ja. Ampak tudi Aleksander Čeferin to ve, ampak zakaj Aleksander Čeferin recimo se to gre, zakaj vztraja na tem? Mislim, ni to malo nenavadno, ker tudi zdaj konec koncev teh $500 000 je sicer veliko denarja, samo ni pa to od tega odvisna njegova eksistenca, ne? Mislim, da je odgovor na to vprašanje verjetno zato, ker lahko. Ker pač lahko. On lahko to počne, marsikaj lahko počne, lahko napada novinarje, lahko z mesta predsednika UEFA se izreka o politiki v matični državi, lahko je družbenik kljub temu v svoji, pač v odvetniški družbi Čeferin kljub temu, da ne bi smel biti, si lahko izplačuje dobiček, lahko je njegova družba poslovni partner od RTV Slovenija na podlagi nezakonite pogodbe, torej oni Čeferini dobivajo vsak mesec od RTV Slovenija prek 7 000 € pavšala za pravne storitve, ampak za te pravne storitve, ki jih oni opravljajo za RTV, tudi zastopanje na sodiščih in tako naprej, kljub temu, da RTV ima svojo pravno službo, ni po zakonu mišljen dolgotrajno sodelovanje, torej da si na mesečnem pavšalu, ampak se mora za vsak posel posebej skleniti, ne. Oni pa pač to počnejo. Zakaj si rekel, da je to nezakonito? Zaradi tega, kako zdaj razlagaš? Ker zakon o javnem naročanju je tako določeno v razlagi zakona, ne, v komentarju zakona je to zelo podrobno so o tem strokovnjakinje pravne napisale, pač v takih primerih ni mogoče skleniti dolgotrajne pogodbe. Oni imajo to že nekaj let in ne samo to. Ko sem jaz pisal o tem in pošiljal vprašanja na policijo, kaj bodo storili, ne, so mi napisali, da so eno osebo iz RTV ovadili zaradi suma zlorabe uradnega položaja. Potem domnevam, ali si mislim, morda je to Natalija Gorščak, predsednica uprave. Tega mi niso na policiji, za koga gre, ne, ampak ona je trenutno... osebnih podatkov, ne, ja. Ampak celo v to gre, ne, torej on si to lahko dovoli. Ampak to zdaj pomeni, da so Čeferini v tem smislu nad zakonom ali kako v Sloveniji? Ja. Da zakoni za njih ne veljajo? Tako je. Biti pa predsednik ustavnega sodišča. Za Čeferine zakoni ne veljajo, ja. In zanimivo je to, ne, da tudi, recimo, to vidim tudi ostalih odvetnikov to ne moti, ne, očitno, ne. Odvetniške zbornice to ne moti, ne. Ja. Ne moti to očitno tudi ostalih novinarjev oziroma medijev, ne, ker o tem nihče nič ne piše, ne. Sej vprašanje je, kdo sme pisati, ne. Sej sam veš, ne, ko si bil na Planet TV, kaj se je zgodilo z intervjujem, ki bi ga moral posneti oziroma si ga že posnel, ne, z enim od nekdanjih sodelavcev, Milošem Milovićem, z enim od nekdanjih sodelavcev Aleksandra Čeferina, ki bi povedal obremenilne zadeve za Čeferina, tega intervjuja ni bilo, ne, pa predvajan ni bil. Bil je tudi intervju tega istega Milovića v časniku Večer. Nekaj mesecev prej. Že posnet in ga potem ni bilo, ne. Tako da, recimo, zdaj pred kratkim je imel pa intervju Aleksander Čeferin v časniku Dela, kjer je ostro napadel oddajo Tarča na RTV, kjer pač obravnavajo sume korupcije povezane z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ne. In on je v tem intervjuju Delo ostro napadel, diskreditiral novinarje te oddaje, govoril, da takšne oddaje sploh na javni televiziji ne bi smelo biti in tako naprej. Mi smo mu poslali, torej Info 360 mu je poslal vprašanja na UEFA, ne, kako oni komentirajo, da predsednik UEFA na ta način diskreditira novinarje v državi, odkot izhaja, ne, da s tem krni v bistvu tudi svobodo medijev in tako dalje, in seveda odgovora ni bilo. Zakaj odgovora ni bilo? Zato, ker Aleksander Čeferin na vprašanja, ki mu niso po godu, pač ne odgovarja, ne.
Ampak ni nenavadno bilo pri tem intervjuju, ki ga omenjaš v Delu, ne? Itak je rekel, rekel je celo, da Talčo ni gledal, da je gledal 5 minut, ne? Potem pa je naredil celo ekspertizo v Talči. Ampak ni to nenavadno, da je recimo 90% tega intervjuja z predsednikom UEFA sploh ni v nogometu, ne? Ni v UEFA, ne? Sem videl tudi, da ga tale gospod Suhadolnik, ki ga intervjuje, ne? Janez Suhadolnik, ki je menda tudi kandidat za novega odgovornega urednika Dela. Niti ni Čeferina vprašal, ali boš znova kandidiral za predsednika UEFA ali ne, ne vem, če si to opazil, ne? Ker to je najbolj logično vprašanje, ki bi ga mogel postaviti, glede to, da se te volitve bližajo, ne? Verjetno je bilo potem mišljeno, da ga ne sme tega vprašati, ne? Skoraj da zagotovo, ne? Ker Čeferino verjetno je rodno povedati, da se boji, ne, za tretji mandat, čeprav je pa časom javno zagotavljal, da ga to ne zanima. Ne? Plus to še nekaj, ko je napadel, ne, Tarčo tam v intervjuju, je treba še to poudariti, da je on, ko je še bil odvetnik, ne, zastopal naprimer Jureta Jankovića, mlajšega sina od Zorana Jankovića, vemo v parlamentu, ne, na sejah odbora, kako je vehementno tam nastopal, ne. Čeferin Jure Janković je pa vse, kar je ponavljal, da je odgovor enak prejšnjemu. Ne. In tudi to smo UEFA vprašali, ne, glede tega to si ga zdaj vse spraševal po tej... Ne, jaz sem ampak sodelavec, že prej, pred enim mesecem. Ko je bil intervju, tako. In seveda ni bilo odgovora, ne, ker tukaj gre. To pomeni, v bistvu tudi UEFA na ta način uporablja, ne, za nek vpliv. Ne. Čeprav nekdo mi je, zdaj pa ne morem se spomniti kdo, no, če niti bila to celo Nataša Pirc-Musar, še takrat, ko je bila informacijska pooblaščenka, ker sem se zanimal, mislim, da je ona imela neko teorijo, ali pa če je razlagala, da je UEFA zasebna organizacija, ne, in da ji ni dolžna odgovarjati na vprašanja novinarska. Kar je sicer nenavadno, ampak podobno kot Nogometna zveza Slovenije, ne? Ja, niso dolžni odgovarjati, točno, ampak vprašanje pa je o primernosti. Verjetno imajo neka notranja pravila, da se ne spuščajo da ne napadajo pač medije po državah. No, se imajo interno pravilo, oziroma znano njihovo interno pa javno pravilo je, da se UEFA ne spušča v politiko, da se ne ukvarja s politiko. Ne? Tu imamo pa intervju s predsednikom UEFA, ki ves čas samo politizira. Ne? V bistvu uporablja to svojo funkcijo na UEFA za svojo promocijo v Sloveniji, verjetno kot za podlago za morebitno kasnejšo politično aktivacijo. Če slučajno ne bo znova izvoljeno v UEFA. Recimo, ja. Ampak ne na to mi še povedal, kakšen je to feeling, recimo, ko imaš neko zgodbo, ne, recimo tako je kot črno na belem, ne, in potem trčiš na nek zid, ne, objaviš vse, argumentiraš, dokumentiraš, vse je jasno in se prosto nič ne zgodi. Jaz sem vprašal takrat tudi, mislim, da na Ministrstvo za pravosodje, kako bodo ukrepali, ker le odvetništvo sodi pod njihov resor in so pač rekli, da je to stvar odvetniške zbornice. Ne. Kako ona s tem pač upravlja. Ampak jaz mislim, glede na to, da je odvetništvo tudi v ustavi, ne, da je neka javna kategorija, da bi se tukaj morali držati osnovnih pravil. Ne. Tako da nekdo, mislim, da bi moral tu ukrepati. Se zakona se mora držati svojega, ne? Seveda. Pač zakona, ki njih ampak če se sama odvetniška zbornica ne drži, ne, bi nekdo, ministrstvo, kdorkoli, nekdo bi moral biti pristojen, da nekaj naredi. Ne. Je pa zanimivo, še ta, dobro, Slovenija je res mehna, no, pa vsi nekako se poznamo. Zanimiv kontekst, ne, zdaj, predsednik odvetniške zbornice je Janez Starman, ne. Brat Aleksandar Čeferin, Rok Čeferin je predsednik ustavnega sodišča. Brat Janeza Starmana, ki je tudi pravnik, ne, Marko Starman, ne, pa kandidira za ustavnega sodnika. No. Tako, ja. Kot da kaj zgodba med Starmanim in Čeferinom, med Čeferini in Starmani, kako, ne? Ja, očitno je pač ta povezava, ne, in tudi Marko Starman ga je predlagala, ne, predsednica Republike za ustavnega sodnika. Dovolj je 46 glasov poslancev, ne tako kot za varuha človekovih pravic, mislim, da se je tudi prijavil počasem za varuha. Oziroma ona ga je celo enkrat nekaj predlagala. Ampak že koalicija ni prišlo niti do glasovanja. Tako da čisto mogoče, da bi postal ustavni sodnik in bi imela recimo družina Starman
predsednika odvetniške zbornice in ustavnega sodnika. In Družina Čeferin, predsednika UEFA in predsednika ustavnega sodišča. tako. Ja, dobro. V redu, gremo pač zdaj iz odvetništva na sodnike. Ne? Zdaj, jaz sem pisal o teh treh ključnih sodnikih, ne? Iz Tavčarjeve 9. Marjana Pogačnika, predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani, Miodraga Đorđevića, predsednika Vrhovnega sodišča, ki zdaj to sicer ni več, in pa Antona Panjana, predsednika Višjega sodišča v Ljubljani. Ne? Kučanova sveta trojica na Tavčarjevi 9, tako jim pravijo pač moji viri. Oni naj bi bili v bistvu glavni odločujoči pri tem, kako funkcionira to slovensko pravosodje. Ne? Ja, Ta glavni, kako bi rekel, členi. Ne? Ja, recimo Anton Panjan je bil... Panjan ti izgovarjaš, ja. Panjan, ja. Panjan. Jaz rečem Panjan, pošpostarsko rečem Panjan, ja. On je na čelu Višjega sodišča že od leta 2013. Torej, zdaj mu bo kmalu potekal drugi mandat, mislim, da marca. Pogačnik je bil... To so 9-letni mandati, so to, ne? 6-letni mandati. 6-letni, tako da 12 let. Ja. Ne? Potem je bil tale Marjan Pogačnik je prišel na čelo Okrožnega sodišča leta 2014. Prej je bil že v posameznih obdobjih za krajše obdobja. In to pomeni, do novembra lani, ko so ga razrešili, je bil 11 let. Ne? In v bistvu ta dvojec, ne, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, predsednik Višjega sodišča v Ljubljani, to sta ključni figuri v sodstvu, ne, ker gre več kot polovica vseh zahtevnih primerov, ne vem, gospodarski kriminal, tudi drug ves kriminal gre v obdelavo prek teh dveh sodišč. Kaj, zato, ker sta pač locirana v Ljubljani? Ja, ker sta locirana v Ljubljani, največ zadev pride sam. Tako, daleč največ zadev. In če imaš ti na teh dveh pozicijah dva človeka, ki pač sodelujeta in vemo, Marjan Pogačnik je bil razrešen zaradi kršitev pri dodeljevanju zadev, imaš velik vpliv na sodstvo in tudi na izide sodnih postopkov. Ne. A to zdaj, ta mehanizem dodeljevanja, ne, sodnih zadev, to je zdaj, kako bi rekel, ključen mehanizem bil od Pogačnika, oziroma je ključen mehanizem za obvladovanje nekih, na koncu, kar zadeva potem končne odločitve sodišča, kako? Ja, pomembno je, kateremu sodniku oziroma kateri sodnici daš ti zadevo, ker seveda veš, ne, kako bo na koncu odločila. Ja, naprimer, načelo naravnega ali zakonitega sodnika pomeni, da prihajajo, da sodnikom so dodeljevanje zadeve popolnoma naključno. Naprimer po abecednem vrstnem redu začetnic primkov. Popolnoma naključno. Zdaj pa je vprašanje, kako je mogoče, da ena sodnica iz Okrožnega sodišča, Mojca Kocijančič, dobi večino primerov od Zorana Jankovića. To verjetnostni račun je, ne vem, najbrž 1:1000, 1:10,000, pa ona to vseeno je dobila. In čisto vsi postopki, ki jih je ona dobila v primeru Jankovića, je bil epilog njemu v prid. To sprav, to ni, zdaj, dobro, nismo pristaša teorije zarote, ampak to ni nemogoče naključje. To zbuja sum, da so tukaj bile nepravilnosti pri dodelitvah. Problem pa je, da teh nepravilnosti nihče ni raziskal. Anton Panjan bi to moral raziskati kot predsednik Višjega sodišča, ki je pristojen vsi predsedniki višjih sodišč so pristojni za nadzor nad okrožnimi sodišči, ki sodijo pod njihovo pač območje. Ne? In on tega nadzora ni, posebej v zadevah Jankovića, ni opravljal. Ne? In zdaj ga je sodni svet pozval pred kratkim, tudi po tej oddaji Tarča, kjer so razkrili, da na primer je ena od obtožnic zoper Jankovića že 6 let od pravnomočnosti, pa se glavna obravnava sploh še ni začela. Ne. Ko so to razkrili, je zdaj kar naenkrat Panjan rekel, in sodni svet pozval Panjana, da naredi nadzor nad sodiščem, in rekel, zdaj pa imam podlago, ne, zato pa bom naredil zdaj nadzor, se bomo opravili. Poziv sodnega sveta je bil zanj kot podlaga. Čeprav on ima dejansko zakonsko podlago, on bi to lahko že pred leti naredil, ne, če bi bil interes. Pa ni, ne. In zdaj pa, kakor da je ta poziv šele potreboval, ne, za to. To priča, da je v bistvu tle nekega
nekega verodostojnega nadzora, ne, kaj se dogaja, ni bilo. Ampak ta zgodba s tem dodeljevanjem zadev, ne, to je že nekaj časa viselo v zraku, ne, kar zadeva Marjana Pogačnika. Sam nihče se očitno tega, kaj ni lotil, kako. Ena od stvari je prišla na koncu do Evropskega sodišča za človekove pravice. Tukaj je imel na nek način Pogačnik nesrečo, malo peh, ne? Ker sicer verjetno se ga sodni svet ne bi lotil, ne? Če ne bi prišel sklep iz Evropskega sodišča. Ena zadeva je potem nekaj mesecev zatem tudi prišla tudi iz Slovenskega vrhovnega sodišča, tudi kršitve pri dodeljevanju stvari, so se pa že prej dogajale hude kršitve, veliko hujše kot to, o čemer je presojalo Evropsko sodišče. Recimo, ko je eno od zadev od Damjana Jankovića, torej starejšega sina od Zorana Jankovića, ki je bil v sodni preiskavi oziroma je bil zahteva za sodno preiskavo je bila dana, ne, in je to zadevo dobila v obravnavo okrožna sodnica Ana Testen. In je Senat, ona je bila poročevalka, je odločil zoper Damjana Jankovića, so zavrnili to njegovo ugovor zoper sodno preiskavo, so zavrnili negativno torej za njega. Pa je potem, kaj je storil Pogačnik, nezakonito je premestil Ano Testen na drugo sodišče, na okrajno sodišče v Kamnik, in vzel to zadevo njej oziroma temu senatu, dal drugemu, ki je pa odločil v prid Damjana Jankovića. Ne. To se pravi, to je bil nek scenarij, ne? Je bil nek načrt, verjetno, ne? Moji viri iz sodstva so prepričani, da ja. In pa to ni bil verjetno samo Pogačnikov načrt, ne? To je bil verjetno nek komplot večjih ljudi, ne? Nekega širšega ozadja, ne? Mogoče, ja. Reševanje Jankovića, ne? Ja, vse to vemo, ne? Janković pred časom je na hrvaški televiziji izjavljal, da on ne bo nikoli obsojen v Sloveniji, ne, in to vehementno nenehno ponavlja. Ne. Ne vem, meni se zdi, da bi to bilo, mislim, ni to malo neumno, da on to govori. Ja, on to govori z vidika, češ nisem kriv, ne, in ker nisem kriv, nič mi ne more dokazati, ne bom obsojen. Ne. Ampak mogoče se da pa to razumeti tudi zato, jaz vem, da ne bom obsojen, ker vem, kdo mi bo sodil. Tako, ja, no se pravi, on tudi, Janković tudi razlaga, ne, v nekih ožjih krogih, da je pač Mojca Kotjančič rekla, da njega Jankovića ne bo nikoli obsodila, ne. Vse do zdaj ga tudi ni. No, do zdaj ga tudi ni, ja. Recimo v zadevi farmacevtka so bili izločeni dokazi, ne. Ampak to mi poje, no, zdaj po tvoje, vem, težko je zdaj to reči, ampak recimo, ne, ta komplot, ne, ki ga je očitno tukaj skupaj z Jankovići zganjal pač Marjan Pogačnik. A tu gre zdaj, kaj tu gre za neko politično odločitev, da je treba Jankovića reševati, ali gre tu za kakšne podkupnine, mislim. Ne vem, zdaj za kakšne podkupnine, vem, nekateri sodniki so mi pač govorili tudi, da so prav podkupnine, ne, v sodstvu, da se tudi dogaja, ne. Ampak, saj veš, Janković je ključna figura slovenske levice, ne. Neformalno je on nadrejen zdaj Robertu Golobu, čeprav je Robert Golob premier, ne. In njega morajo ščititi na vsak način. Ne. In ob vseh teh sumih korupcije, ob vseh dokazih, prisluhih in tako dalje, skozi vsa ta leta, ne, ko se je na primer hladilna strojnica v zadevi Stožice kupovala v kubičnih metrih, ne, ni niti ene obsodilne sodbe, ne, do zdaj. Medtem ko se dokazi izločajo, pravnomočne obtožnice so 6 let v predalu in tako dalje. Zdaj, vmes se je pa zgodila spremenila se je sestava sodnega sveta, ne, v zadnjih volitvah, ne. Očitno je ta sestava pač ni nekako naklonjena zdaj tem svetim gravam, ne, bi človek rekel, ne, iz pravosodja. Miodrag Đorđević je bil razrešen, oziroma ni mogel pač nadaljevati, ne, potem, ko je dopolnil 70 let, ne, čeprav si je želel. V velikih mukah, tukaj vidim, so razrešili, ne, Marjana Pogačnika, ampak vse te odločitve je sodni svet sprejel bolj ali manj soglasno, ne. Kako pa recimo, da je znotraj takega pravosodja, ne, od koder se volijo pač člani sodnega sveta, prišlo do take neke večine v sodnem svetu, kjer se potem zdaj dogajajo neki taki premiki v pravosodju. Ja, očitno, da je ta sestava
drugačna, kot so bile prejšnje. Ja, absolutno, mislim, ker prej je imel Pogačnik strašno podporo tam, ne, v sodnem svetu. Že zdavnaj bi moral sodni svet ukrepati, tudi v njegovem primeru. Mislim, kaj se je zgodilo, da je nastala taka večina v sodnem svetu? Vodenje sodnega sveta je prevzela odvetnica Urška Kežmah, mariborska odvetnica, ki pač ni del teh struktur. Ne. Čeprav je bila mislim, da je bila podpredsednica sodišča v Mariboru, pa tudi predsednica sodniškega društva je bila, ne? Tako. Je ves čas ona izhaja iz sodstva in ve, kako zadeve potekajo in tudi ve, kaj je narobe, ne, kar je velika prednost. Ne. In pač ona ni pristala na to igro. Vem, da je, ko so govorili, ja, ali bo razrešen Marjan Pogačnik ali ne, kljub temu, da bi seveda na podlagi sodbe Evropskega sodišča jasno po zakonu moral biti, to sploh ni bilo vprašanje, ne. Ampak potem, kar so se ljudje čudili, joj, a se pa on res lahko razreši in tako naprej, ker je veljal za nedotakljivega, ne. Pač za ta sodni svet na čelu z Urško Kežmah ni bil nedotakljiv, ne. Verjamem, da so bili hudi pritiski tudi na njih, ne. Saj vemo, da so Gibanje Svoboda je tudi napadlo sodni svet prek zakonodaje. Ampak pač so izvedli to, ta sodni svet v bistvu, če ga gledamo kot sodni svet v neki demokratični državi, zahodni opravlja zgolj svojo funkcijo, ne. Torej nekega nadzornika, sodstva, kadrovika. Pri nas je to nekaj čudnega. Nekaj čudnega, ja, oziroma zelo redko in vsi se temu čudimo, ne. Ker zdaj, ko pogledaš recimo ta imena, dobro, pač Urško Kežmah poznamo verjetno že od prej, ker je bila recimo tam je nadzornica, ne, na Pošti Slovenije in tako dalje, ampak niso neka zdaj blazno, neka impozantna imena, ne, iz pravosodja v tem sodnem svetu, ne. Ampak očitno se je nekaj zaljubil, ne. Niso toliko znani, ampak očitno se zadeve vseeno spreminjajo, ne. Pač ta sodni svet je končno, ta sestava sodnega sveta upravlja tisto svojo funkcijo, ki je po zakonu, ker jo prejšnje sestave niso opravljene in zato so tudi deležni, ne, napadov s strani vladajočih. Ja, zdaj, ko je prišla do tega famoznega pravosodnega trojčka, ne, te spremembe zakonodaje, vidim, vseeno so vladajoči, oziroma pač vladna večina je dosegla, da Urška Kežmah, da se pač zreducira mandat sodnega sveta, ne? Ja, samo na en mandat. Na en mandat in Urška Kežmah ne bo mogla več, mislim, da je drugo leto, če 2 leti poteče mandat, ne bo mogla več ponavljati mandata, ne? Mislim, da je 5 ali 6 letni mandat, tako da nekaj časa bo... Ne, hočem reči, je to nenavadno, ne, da nekdo ne sme ponavljati mandata, take funkcije so redke, ne? Na Ustavnem sodišču je to, recimo, ne? Ampak hkrati, kaj so pa hoteli hkrati narediti, pa podaljšati mandat Miodragu Đorđeviću, da bi celo zakon spremenili, ne. Torej, mislim, to je pa fascinantno, ne? Ja, Miodrag Đorđević kot predsednik Vrhovnega sodišča je začel svoj mandat pred 3 leti, ne. Vedoč, da ko bo star 70 let, se mu bo ta mandat, ker se sodniki vsi morajo upokojiti najkasneje, ko dopolnijo 70 let, se mu bo mandat pač prekinil predčasno, ne bo mogel do konca 6-letnega. In potem je šlo Gibanje Svoboda prek predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič in poslanke Lene Grgurevič, so skušali celo spremeniti zakonodajo izključno za njega, da bi on bil še 3 leta na čelu sodstva, ne. To pomeni, tako ti ljudje razumejo sodstvo, ne, kot njihova neka privatna zadeva, kjer za njihove interese se da zakone spreminjati, kakor jih je volja, ne, posebej za določene ljudi. In je to bil hud pritisk, ampak na koncu se to vendarle ni šlo, ne. To sicer še čist nekako, bom rekel, ni mi še čist jasno, zakaj je to padlo v vodo, ker konec bi večina, ne, v parlamentu bi to lahko izglasovala, samo očitno so se malo ustrašili reakcije javnosti, predvidevam, ne. Pa verjetno bi bilo protiustavno, ne. To njih verjetno ne bi odvrnilo, tudi če bi bili protiustavno. Kaj, so se bal, da bi pač nekdo šel na ustavno sodišče zaradi tega, kako? Ja. Ja. Se ne more za enega sodnika veljati nekaj drugega kot za vse druge. Potem je celo do te ideje prišlo, ker se je tudi Đorđević zavedal, da se ne more posebej zakon samo za njega sprejeti. Mislim, da je prišel celo z idejo, da bi se za vse sodnike podaljšal, da bi lahko delali do 75 leta. To je bila zadnja faza, ja. Samo take spremembe sistemske se ne delajo zato, ker 2 meseca preden nekomu izteče mandat oziroma gre v pokoj, ne, pa pride na idejo, joj, jaz bi pa bil še do konca, pa dajmo zdaj za vse sodnike podaljšati do 75 leta. Ne gre na ta način. In tudi pri Gibanju Svobode očitno
nekdo razumen jim je rekel, ne počnite tega, ne, in so se le ustavili. No, je pa zanimivo, ne, da glavno gonjo okoli tega sodnega sveta je vodila tale pač poslanka, ne, Lena Grujevič, ne, mariborska poslanka, no, se tudi Urška Kešbah iz Maribora. Ona je dvakrat poskušala že biti izvoljena za sodnico, ne, obakrat je sicer dobila neko pozitivno mnenje, ne, tako od sodnega sveta, ampak na koncu pač ni bila izvoljena, ne, ker so bili pač, ne vem, nekdo drug je bil izvoljen namesto nje. Skratka, zdi se mi tako, bom rekel, malo bizarno, ne, da nekdo, ki ni bil izvoljen, ne, za sodnika, dvakrat je poslušal biti, pa ni bil, ne, zdaj na tak način, ne, skuša usiljevati neko svojo voljo, ne, ni čisto, ne. To je izgledalo, kot da so neke njene osebne frustracije prišle na dan, ne. Ona pač ni bilo dano postati sodnica, sodni svet jo je dvakrat zavrnil, oziroma mislim, ni je čisto zavrnil, ampak ni prišla v ožji krog, ne. Ni prišla v ožji krog za izbor, in enostavno to je taka bolečina, in potem je bilo prav bizarno, da je ona je predsednica odbora za pravosodje v Državnem zboru, in ona je na odboru za pravosodje potem cel traktat pred poslanci imela, kako je bila ona super pravosodna svetovalka, odlična, ne, kako so se drugi zgledovali po njej in kakšna krivica se je zgodila, da pač ni mogla postati sodnica. A ja, viš tega razprave, jaz nisem zasledil. Mislim, to je bilo prav bizarno. Izziv je imela svojo, kako. Tako, in kako je bila najboljša in da sodni svet na ta način ne more delati. Ja. Mislim, zanimivi kompleksi, ne, ki poganjajo poslance, oziroma nekatere poslanke. Hkrati Urška Klakočar Zupančič, ne, ki pa tudi ni naredila velike kariere, ne, na sodišču, ne, znotraj pravosodja. Ne. Mislim, da pri teh njenih letih že postaneš, je bila še vedno okrajna sodnica, pa bi že lahko recimo postala okrožna sodnica, karkoli. Ne. No, hvala Bogu, da ni. Kako? Hvala Bogu, da ni postala. Ja, zdaj, ko to gledam, prišla, ko jo gledamo, zdaj, ko to gledamo, jaz ne vem, kako bi ona vodila seje sodnega senata, se to je nemogoče. Mislim, če bi prišlo do kakšnih bolj konfliktnih situacij, ne, bi bil lahko velik problem. Nekateri so v zvezi z njo, kako taki ljudje pridejo na funkcijo sodnika, ne, ki je trajni mandat, so celo se spraševali, ali ne bi morali uvesti psiholoških testov za tako funkcijo, ne, tako pomembno. Ampak zdaj, ko si omenil ta trajni mandat, zdaj Pogačniku, kljub temu, da je bil pač razrešen kot predsednik, mandat sodnika pa še ima, ne? Mandat sodnika še ima. To pa mu niče ne more vzeti, ne? Tako, ampak slišal sem, da opravlja neke minorne zadeve, da nima veliko dela, da kakšnih večjih stvari niti ne sodi. Ampak se je to zdaj vprašanje, recimo, kako bi se, recimo, ne vem, kako bi se jaz zdaj počutil, če bi pač imel neko zadevo na sodišču, kdo bi me tožil, pa bi jaz nekoga tožil in bi dodelili Pogačnika. Po vsem tem, veš, te koloboci z njim, človek pričakuje, da je vprašanje sploh, če on lahko recimo relevantno pa kredibilno sodi. Ne? Ja, vprašanje je, videz nepristranskosti, ne, je potencialno okrnjen, ampak on se še ni predal, ne, zoper to... Zdaj je na Vrhovno sodišče, ne? Tako, zoper razrešitev je že vložil tožbo v upravnem sporu na Vrhovno sodišče, to bo skušal izpodbijati, ne, torej da bi ta razrešitev bila razveljavljena in v tem primeru bi se on vrnil nazaj na čelo predsednika okrožnega sodišča, ampak to tako in tako ne bi bilo za dolgo, ker julija letos se njemu bi tako in tako drugi mandat iztekel, ne. Ampak verjetno gre tukaj za neko čast, ne. Češ, ne bom končal svoje kariere predsednika okrožnega sodišča kot nekdo, ki so ga razrešili, ne, zaradi kršitev, in da skuša tukaj v bistvu to razrešitev za to spodbiti, ne. Ker dvomim, da bi tudi, če bi hotel, da bi dobil še naslednji mandat za predsednika okrožnega sodišča, ker pač tudi v tem primeru, ne, zaradi vsega navedenega. Ne. Zdaj mandat so že zunaj razpisi za to mesto, ne, predsednika okrožnega, pa mislim, da se za zdaj ni niti nihče še prijavil. Ne. Mogoče se drugi sodniki v bistvu bojijo prijaviti na njegovo, v narekovajih, na njegovo mesto. Kaj zaradi tega, kaj pač... Ja, zaradi njegovega vpliva, ne, tako, mogoče je tukaj neka zadrega, ne vem, ne. Zaenkrat po mojih informacijah se ni še nič. Sam ta Pogačnik, v teh zadevah si nekaj tudi ti pisal, koliko se jaz spomnim, pa tudi jaz sem pač pisal te stvari. On je imel ful nekih težav, sicer že prej, ne. Težave je imel z tem konzumiranjem alkohola, pol enkrat je bil tako, bom rekel, mislim, da jaz sem pisal pač neke članke,
ki je bilo de facto to, da je šlo pa njemu za zlorabo bolniške, ki je bil na bolniški, pa je hodil po nekaterih prijeditvah in tako dalje, ampak pač sodišče tega, mislim, pač niso ga sankcionirali, ampak veliko je imel teh težav, ne, pa kljub temu mu je uspelo obstati tam, ne. Ja, verjetno, ker je bil pravi, ne, ker je počel prave stvari, pravilno v narekovajih je dodeljeval zadeve, določeni ljudje pač niso bili obsojeni nikoli, ne, tako da določeni ljudje so bili obsojeni, pa ne bi smeli biti, naprimer Milko Novič, ne, je bil obsojen na okrožnem sodišču v Ljubljani in potem je ta sodnica Špela Koleta, ki ga je obsodila mislim, da na 25 let zapora, je napredovala na višje sodišče, tako da verjetno tu naključij ni, ne, zakaj je toliko časa vodil okrožno sodišče in se je zdel nedotakljiv. Pa speljal je ta obračun z sodnikom Radonjićem, ne? Ja, sodnik Radonjić je opozarjal, ne, mislim, da je v enem intervjuju celo povedal, da ravna Pogačnik s sodniki kot s psi, ne. In mislim, da je tudi tožil potem Pogačnik Radonjića, ampak je umaknil potem, tako da tukaj ni prišlo. Ja, ona dva sta imela konflikte, Radonjić je, v bistvu to, kar je zdaj prišlo na dan, je Radonjić že opozarjal na to, ko je bil še tam sodnik. Zanimivo je, kako brutalen obračun, ne, so šli z Radonjićem, ne? Njega so celo v Lisicah so ga celo na sodišče. Ja, čista demonstracija moči je bila in poniževanje. Kaj pa ti, recimo, spremljaš pravosodje, kaj pa je senetila ta brutalnost tega obračuna? Ampak tisto mislim, da je bilo okrožno sodišče v Celju, ne tukaj v Ljubljani, ampak na ta način ne ravnati tako. Še posebej, ker je on bil na bolniški takrat, ker je imel težave psihične narave, ne. In potem človeka, ki ima tovrstne težave, potem še spraviš v stisko s tem, da ga na ta način obravnavaš, ne. To je bilo prav, bi rekel, vidimo, pač v Lisice dajo res hude kriminalce, ne, tiste, ki se pač imajo to, bom rekel, te krvne delitke, ne, fizične pač obračune in tako dalje, ne. Običajno te druge pač ne, to je bila demonstracija moči, ne, tako. Zdaj, poznamo te formalne postopke, da ne ponavljamo, kako nekdo postane predsednik sodišča, pa recimo generalni tožilec in tako dalje. A v tem dejansko odloča politika pri nas, ali ne? So to na nek način politične funkcije? Predsednik okrožnega sodišča v Ljubljani, predsednik višjega sodišča v Ljubljani? Predsednike sodišč pač imenuje sodni svet. Razumem, ja. Zdaj, če je sestava sodnega sveta politična, ne, potem je to politično. Sedanja, kot kaže, ni, ne, in potem to ni politično. Recimo, zdaj je prišel na čelo Vrhovnega sodišča Damjan Orož, vrhovni sodnik, ki je... On naj bi bil predvsem nepolitičen, kako mislim. Za njega sem zaenkrat dobil zelo pozitivne odzive. Torej, da je nek nov veter na vrhu sodstva, ne, tudi je precej mlajši, kot so bili zdaj zadnji ti predsedniki, recimo Đorđević, Florjančič. Ti so bili vedno tik pred pokojem vsi, ne? Vsi nad 60, tam 60 do 70, prej Masleša, ne. On je čist iz nekega drugega, tudi, bi rekel, mentalnega sklopa, ne, Orož. Pričemer ga nihče mi ni njega omenil kot nekoga, ki je zdaj konzervativec, pa desno usmerjen in tako naprej, ampak enostavno kot pač profesionalni sodnik in tudi nekdo, ki bi lahko profesionalno vodil sodstvo. Tako da to bi moral biti nek normalen standard v državi, da imaš takega človeka na čelu sodstva, da nimaš človeka, kot je Đorđević, ne, ampak to pri nas očitno žal ni bil standard. Je pa Đorđević tako v bistvu je tako rekel nek zanimiv fenomen, ne. On je bil poročen z kolegico, ne, vrhovno sodnico Nino Beteto, ne. Ja, ki je bila pa, mislim, da podpredsednica. Ja, potem sta se šla in se pač zdaj živi skupaj, da je točno je poročen z gospod Tino Brecelj, ne, včasih državno sekretarko na ministrstvu za pravosodje, ki pa je zdaj zaposlena na vrhovnem sodišču. Ona je celo vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču. Ja, tako hočem reči, kar nek tak harem je bil tam to, ne. Ja, tako bi rekel nekako skoraj družinski odnosi, ne. Tako in Nina Beteto je šla zdaj za ustavno sodnico.
Tina Čeprav Brecelj tudi Đorđević je bil v eni rundi pojavljen, se spomniš? Ne, v tej zadnji, 5 zadnji rundi bil pojavljen. Ravno zaradi tega naj bi, potem, ker je tam pač mu spodletelo in nekako se ni mogel sprijazniti, ali pa se mogoče gospa Brecelj ni mogla sprijazniti s tem, da bo pa zdaj zaključil, ne, on in bo moral se upokojiti, ne, da je prišla pol ta ideja, nisem mogel postati ustavni sodnik, pa dajmo poskusiti, da se mi podaljša mandat na čelu Vrhovnega sodišča. Ne. Zakaj pa ti misliš, da, no pa enkrat sta se zelo skupaj pojavila, ne? Nina Betteto in Đorđević, ne? Sicer sta bila že ločena, ampak skupaj sta kandidirala za evropskega sodnika, ne? Oziroma sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice takrat, ne? Ampak nihče od njiju ni šel skozi, ampak zakaj recimo misliš, da ni on takrat šel skozi Đorđević na ustavno sodišče? Ne vem, zaradi tega, bi rekel, politične opredelitve, ne, in svetovnega nadzora, mislim, da niso bili ti razlogi. Ne vem, mogoče pač nekdo bolje lobiral. Ne. Sploh ti frakcijski spopadi, ne, znotraj Levice. Z vidika Nataše Pirc Musar je on, ne, prave usmeritve, ne, ali pa z vidika sedanje sestave ustavnega sodišča, ki vemo, da je izrazito leva. Ne. Mislim, ko večkrat se govori, sej sodnik ne sme biti desni ali lev, samo da je profesionalen in tako naprej. Za ustavno sodišče je ključno, da so sodniki različnih svetovnih nazorov, ne. Zaradi tega, ker ne gre samo za to zdaj, po črki zakona, važna je interpretacija vrednote, ne, recimo, ko se govori o zdravstvu, ne, kje je tista meja med javnim in zasebnim zdravstvom, to niso zdaj črno-bele stvari. Mislim, med javnim in državnim zdravstvom, ne? Med državnim in zasebnim, med javnim, državnim in zasebnim. To niso stvari, da zdaj rečeš črno ali belo, ampak so pomembne tudi neke usmeritve ustavnih sodnikov, ki naj bi bili nekako pluralni, tudi svetovno nazorsko, pa sedanja sestava žal to ni. Ne. Pa ne samo, da ni svetovno nazorsko pluralna, ampak je tudi, bi rekel, strokovno precej šibka. Zdaj so trije kandidati v tej zadnji rundi za ustavne sodnike in zadnjič poslušam Radio Slovenija, ne vem, katera novinarka je bila, ne, in pač našteje vsa tri imena, ne, med njimi tudi Marka Starmana, ne, ki smo ga pač prej omenila. In zanimivo, ne, recimo pri Marku Starmanu reče, on velja za bolj desnega, ne. Se pravi, veš, kot več, nikoli ne rečejo za nekoga, on velja za bolj levega, ne, ampak enostavno nekoga pač določijo, da velja za bolj desnega. Ne. In to je zdaj že takoj nek preznak, ne, si malo sumljiv in tako dalje. Ne. Mogoče pa je to mišljeno na ta način, bo pa on eden od 9 bo pa bolj desen. Ne. Kot zdaj bomo pa enega od 9 ali pa 2 od 9 bosta pa predstavljena kot bolj desna. Se spomniš poslanke SMC Jasne Murgel? Ja. Ne? Bila je tako, sodnica, bivša sodnica, ki je pač takrat rekla, počakajmo, poznana je po tistem izreku, počakajmo še nekaj let, pa bomo pa postavili svoje ustavno sodišče. In to so točno to stvari. To se dogaja, pa kaj hočem povedati, ona je potem ni bila znova izvoljena za poslanko, znova se je vrnila na sodišče v službo in zdaj je celo predsednica sodišča v Mariboru. A se tebi zdi to okej, recimo z vidika nepristranskosti? Ja, to zagotovo lahko zbuja pomisleke glede videza nepristranskosti. Ne. Sej v kakšni konkretni zadevi, ne, je lahko čisto korektno razsojeno, naprimer, ali pa vodeno sodišče, če gre za predsednika sodišča, ampak v javnosti zagotovo zbuja sume o pristranskosti, ne, torej okrnjenje, tako imenovani videz nepristranskosti, ki je pa zelo pomemben v sodstvu. Najprej sva omenjala Zorana Jankovića, ne, koliko milijonov se tukaj vrti, ki naj bi bili predmet korupcije, ne, se govori o velikih količinah denarja, ampak jaz mislim, da tukaj ključna zadeva ni v tem, ali bo Janković na koncu pristal za zapahi, pa kolikšna škoda je bila povzročena javnim financam, ne, zaradi njegovih ravnanj. Ključni problem je, da ob tem, ko javnost to spremlja, se krni zaupanje v pravno državo. To je pa veliko širše kot samo primer Jankovića, njegove družine Ljubljane. Zaupanje v pravno državo je pa nek temelj sploh države, ne.
In če ljudje vidijo, da sodstvo v takih primerih ne funkcionira, potem vse skupaj slabše funkcionira. Ja, tako kot jaz gledam na stvar, se mi zdi, no, da veliko teh družbenih sistemov, podsistemov je bilo, ne, v času tranzicije reformiranih, ne, tudi, ne. Ampak pravosodje, pa RTV Slovenija, ta vlast pa ostala tako, ne, ta zadnja, ta neka branika. Tukaj se pa nič kaj dosti dobro, na pravosodju se zdaj začne nekaj dogajati, ne, minimalno, ampak tukaj se mi zdi pa, da se nič ne spremeni, ne. Ko sem pisal o teh zadevah, sem včasih dobil občutek, kot da gre recimo za jugoslovansko ljudsko armado, pa tiste najbolj zadrte generale, ne. Ko se je že vse v družbi spreminjalo, ne, ko je vseeno se je začela demokratizacija, ampak jugoslovanska ljudska armada je bila pa tista najbolj trda partijska linija, ideološka, to se pa ne sme posegati, saj veš, ko je bila še Mladina, ne, v 80-ih, karkoli so napisali kritičnega, je bil to napad na temelje, ne vem, socializma in tako naprej. Se mi zdi podobno zdaj se dogaja pri sodstvu. Kakršnakoli kritika sodstva, ne, je mišljena kot, predstavljena iz strani teh struktur, ne, kot da se zdaj posega v neodvisnost, kot da se nekaj ruši, pa je ravno obratno, ne. Kot je pred časom napisal nekdanji vrhovni sodnik Jan Zobec, je problem slovenskega sodstva niso napadi od zunaj ali pa poskusi, ampak je samo sodstvo. A se spomniš, včasih je zelo, bom rekel, se celo nekako ni smelo sploh, naj se ne bi smelo komentirati sodnih odločb, ne? Se spomniš, ne? Sodnih odločitev. Mislim, tudi novinarji so včasih to pisali, ne? Po mediji si videl, za sodne odločbe se ne smejo komentirati, ne? Ja, ampak zanimivo pa je, ko je pa prišla sodba iz Evropskega sodišča za človekove pravice nekaj v zvezi s POP TV-jem pred nekaj leti, ko mislim, da je bil takrat še Florjančič predsednik, ne, sodišča Vrhovnega, pa so takrat objavili na strani Vrhovnega sodišča, da so oni nekaj v tem smislu, da se ne strinjajo s to sodbo. To se pa spomnim, da jo ne spoštujejo. Ja, to se pa spomnim, ja. Mislim, da neko vrhovno sodišče v eni od držav Evropske unije napiše, ko je sodba ESČP dana, ne, da se pač oni s tem ne strinjajo in to je spodkopavanje spet pravne države. Ne, hočem reči, vsako debato o neki sodni odločitvi je pravosodje se je zabublo, ne, se je strnilo in je to ocenilo kot napad na pravno državo, na sodišče, tako dalje. To je še tako kot JLA včasih, ne. Kako si napisal, je bil napad na JLA in tako dalje, ne. V bistvu je pa napad na te zatohle strukture, ne, ki bi se morale spremeniti. Ampak to veliko število, ne, teh padlih sodb na Evropskem sodišču tudi pomeni, tudi nam pokaže, da v bistvu gre za nek taki miselni razkorak, ne, med evropsko, ne, sodno prakso in pa med tem, kaj se dogaja na slovenskih sodiščih. Ja, Slovenija ni druge razlage. Izstopa po teh zadevah, Izstopamo po številu sodnikov na prebivalca, ne, in hkrati po številu padlih sodb v Evropi, ne. Plus izstopamo tudi po dolgotrajnosti postopkov, žal. Mislim, tele včasih, ki beremo tele, ne vem, sodne preiskave, ne, ki se vlečejo, mislim, itak človek ne razume točno, kaj je to sodna preiskava, ne. Preiskuje policija, pač pa tožilstvo, ne. Ampak okej, sodna preiskava se vlečejo po neki let, ne. Ima kakšen smisel sploh to? Ja, mislim, zadeve so lahko zelo obsežne, ne, pa če imaš 20 obtožencev in tako naprej, oziroma obdolžencev. Po 5 letih, ne, ta bodo pa našli tam, ne. Ja, in večkrat se zdi, da so popolnoma instrumentalizirane te zadeve. Naprimer, če se spomniš, nekaj mesecev nazaj je bila hišna preiskava pri Alešu Hojsu, podpredsedniku SDS, nekdanjemu notranjemu ministru. Z velikim medijskim pompom, ne. In kaj mu očitajo? Policijo usmerja tukaj posebni oddelek specializiranega tožilstva, ki je neformalno po mojih virih neposredno podrejen generalni tožilki Bergant. Ne, se tako je, ja. So izvedli hišno preiskavo pri Hojsu z absurdno obtožbo, češ, da je on izdajal tajne podatke kavaškemu klanu. O hišnih preiskavah, ki sta jih specializirano tožilstvo in nacionalni preiskovalni urad leta 2021 načrtovala zoper akterje kavaškega klana. Torej, on kot notranji minister naj bi njim izdajal. In potem je on rekel... Slišalo se je spektakularno tole, ne? Ampak kaj se zdaj dogaja? S tem nič se ne dogaja, ne?
Ampak to so šli v to akcijo nekaj mesecev pred volitvami in seveda Hojs je rekel, da on sploh s temi podatki ni razpolagal, ker notranji ministri ne razpolagajo s podatki, kje se bodo hišne preiskave, zoper katere igralce v teh preprodajalskih združbah za drogo izvajale in kdaj in tako naprej. Ampak to je naredilo tožilstvo in v sodelovanju s policijo. In v bistvu tukaj je velik sum zlorabe. Naprimer, kaj se lahko zgodi, če ti institucije na ta način uporabiš. Zdaj, ta vloga te generalnega tožilca pa nas, oziroma konkretno za tukaj tožilke, Katarine Bergant, zdaj, pri nas je tožilec del pravosodja, ampak v bistvu je pa tožilec del izvršne oblasti, ne? To je v bistvu vlada, Generalnega tožilca imenuje državni zbor. Že z tega vidika pomeni vladna večina, politično imenovan, torej nekdo, ki ne ustreza trenutni vsakokratni vladi ali pa vladni koaliciji, na to mesto ne bo prišel. Tako da ja, tukaj ni vseeno tudi, kdo je na čelu tožilstva. Posamezen tožilec je... Mislim, prej, ker se omenja tožilstvo, ta posebni oddelek za specializiran tožilstvo. Ta posebni oddelek je drugo kot... Katarini Bergant, oziroma generalni tožilec. Nekaj stvari bi te še hotel vprašati, bolj na kratko sicer, ker smo že proti koncu. Te demonstracije, recimo, ko smo gledali v Trstu, v Celju, takrat, ko so sodili Janezu Janši, pa 100, pa 1000 ljudi se je zbrali, demonstrirali. Zdaj mi, če gledamo te posnetke iz tujine, na novicah vidimo povsod pred sodišči se demonstrira, plakati so in tako dalje. Zakaj so pa nas sodniki na te stvari tako občutljivi? Običajno, da so ti protesti, demonstracije pred sodišči, kadar gre za kakšno pomembno sojenje. Zakaj se pa nas to zdi tako hud ali blazen pritisk na sodišče? Niso navajeni na to. Jaz lahko povem anekdoto svojo za Mojco Kocijančič. Pred leti, ko sem bil še na Reporterju, sva šla s fotografom v eni zadevi, ki jo je ona vodila na sodišče, pa mislim, da ni bila zadeva Janković. In sva dobila dovoljenje od predsednika okrožnega sodišča, Pogačnika, da jo lahko fotografirava obravnavo, začetek in tudi njo. In naj jo je ustavila na hodniku in je rekla, ne bosta šla v sodno dvorano, če me hočete fotografirati. To je bilo čisto kršenje sodnega reda, kršenje odločitve predsednika sodišča, ampak ne. Enostavno si je to vzela, to samo voljo, da ona ne sme biti fotografirana. In praktično njenih fotografij skoraj nikjer ni. Zdaj je dovoljeno slikati fotografirati? Ja, pa zakaj pa nimamo potem slik sodnik pa sodnica? Ja, ker recimo v njenem primeru očitno, ker tako vztraja pri tem, da domnevam, da zato, ker takrat bi lahko prišlo do incidenta, če bi mi dva hotela na vsak način, ker sva imela dovoljenje. To se pravi, zdaj zakon ti dovoljuje, moraš imeti še posebno dovoljenje, ali kako? Ja, v skladu s sodnim redom mora ti dati dovoljenje, mislim, da vrhovno sodišče. Ki pa ni da tega da, ne? Praviloma ni težav s tem. Aha, ampak potem prideš v sodno dvorano, potem pa ti sodnik oziroma sodnica prepove slikanje. V tem primeru je bilo tako, jaz sem takrat, je bilo to zelo nenavadno. Kako ni, mislim, sodijo v imenu ljudstva sicer, ampak niso se pripravili soočiti, tega pa ne zmorejo, kako? To je problem, da nočejo biti predstavljeni javnosti z obrazom, ker je potem nekaj drugega, da ve javnost, da to ne sodijo tam neki roboti, ampak da so ljudje z obrazi, da so odgovorni tudi za svoja ravnanja, torej pomanjkanje te odgovornosti. Zato jih tudi te demonstracije tako motijo, ali kako? Verjetno, s tem, da v redu na ta Janševa retorika, da je vse krivosodje in tako naprej, ni vse krivosodje. Veliko sodnikov je tudi strokovnih, poštenih, z integriteto, ki sodijo po vseh standardih. Res pa je, en del jih je pa zelo problematičnih in recimo na nek način je pa razumeti, tudi predsednika SDS, on je bil pokrivan tudi v zaporu, ne samo v prejšnjem režimu, ampak je bil tudi zaradi zadeve Patria pokrivan v zaporu.
In je potem to ugotovilo tudi ustavno sodišče. Ampak se ta izraz krivosodje, to se meni zdi celo bolj tako malo, zbaven, ne, izraz je to, ne? Ja, dobro, zdaj pa če reče nek politik, je to druga stvar, ampak načeloma problem je, če se posplošuje, ne, češ, da so sodniki že avtomatično zdaj eni pokvarjenci, eni torej pristranski, da pristransko sodijo in tako naprej, podobno kot, ne vem, tudi imamo posameznike pri zdravnikih, ne, ki vemo, ki izkoriščajo ta sistem razmejitve med državnim in zasebnim zdravstvom, ne, ampak zaradi tega še ne moremo trditi, da so zdravniki kar nasplošno pogoltni na denar, da izkoriščajo in tako naprej. Ja, ampak zdaj recimo, ko je bila ta debata, pač, ki teče že 2 leti za debata okoli tega ločevanja državnega pa javnega pa zasebnega zdravstva, se sodniki, zdravniki oglašajo, ne? Tudi pri njih se je zgodila neka diferenciacija, ne? Eni imajo takšno mnenje, bej se tako govori, drugi spet drugače, tako dalje, ampak pri sodnikih, ne, v pravosodju pa ni tega opaziti, ne? Da bi se recimo, ne vem, da bi se kakšen sodnik od nečesa distanciral, recimo, ne vem, ne. Razen pri Radonjiću, s katerim so potem brutalno obračunali. Ja. Radonjić je šel recimo v javnost, ne? Je pač pri nekaj povedal. Pritiskala je ta sodnica, ta je lobirala, Pogačnik je to počel, ne? In potem se je zgodil hud obračun. Sodniki se niti ne smejo tako na ta način izrekati. Se ne smejo. Naprimer, ne vem, da bi en sodnik se ne strinjal s sodbo drugega sodnika, ne? Ne, to ne gre. Ne. Mislim, zakaj to ne gre? To zakon prepoveduje kakšen... Enostavno sistem ne funkcionira na ta način. Pač vemo, njena hierarhija je... Nenapisan kodeks je to, ali kako? Ne vem, če je to prav kaj napisano, ne, ampak pač vemo, kakšne so prvostopna sodišča, višje sodišče, vrhovno sodišče. Podobno, ne vem, tudi če je neka odločitev okrožnega sodišča, pa gre na višje, pa na vrhovno, pa vrhovno odloči drugače, kot je prvostopni sodnik, ne more potem prvostopni sodnik iti v javnost pa reči, ja, vidite, to so popolnoma narobe. Sistem se podre, ne funkcionira na ta način, tako da sodniki so omejeni tukaj. Tudi jaz, ko govorim s sodniki, ki so še aktivni sodniki, oni se ne morejo javno izrekati o, ne vem, o predsednikih sodišč, ker potem se lahko znajdejo naprimer v disciplinskem postopku. Pa tudi dejansko bi potem nastal nek kaos, če bi se začeli sodnike med sabo na ta način. Ampak so pa institucije za to, naprimer Sodni svet, ki pa ima tukaj pristojnosti, da nekaj stori. Zdaj, Radonjić pa se je še oglasil, ne? Ja. Radonjić se je oglasil, zato ker je tista zadeva Milko Novič enostavno je bilo tako razvidno, ne, iz vsega, da Milko Novič tega ni storil, tega umora Janka Jamnika, ne, direktorja Kemijskega instituta, da ni mogel storiti sploh tega po tisti scenariju, kot so si ga zamislili na tožilstvu, pa kot je potem na sodišču tudi celo bilo razsojeno. In on je videl, da enostavno so tukaj neki drugi interesi. Ne? In tudi je, na primer, zanimivo, na tem Kemijskem institutu je bil en Libanonec, libanonski kemik, mislim, da Stefan, da se piše, ki je bil pa potem obsojen zaradi napeljevanja k umoru, pa nekoga drugega z tega instituta. Ne? Pa kljub temu, Stefan je bil edini, ki policiji, potem ko se je zgodil umor Jamnika, se ni oglasil, ko je bil pozvan, da bi dal, mislim, da prstne odtise. Edini se ni odzval od širšega kroga osumljencev. Pa kljub temu, ker bi se ravno zato morali potem fokusirati na njega, se to ni zgodilo. Ne? In tudi potem, ko je bil na koncu obveljal za nedolžnega Novič, ni šla policija po sledi Stefana, ki pa je na tem Kemijskem inštitutu počel v bistvu sporne zadeve. Da je tam ene zadeve skupaj s svojo partnerko, da sta proizvajala in potem prodajala. Pač policija ni šla, ne? Ja. Zdaj si videl pa, kam gre pa preiskava zdaj uboja tega nesrečnega gospoda Šutarja, ne? V Novem mestu, ne?
Ja, tam je... Zdaj gre pa najprej enega aretirajo, potem ga spustijo, ne? Tam so ga očitno aretirali zaradi tega, da so zadovoljili politiko, ne? Pa da so reševali Goloba, predvidevam, ne? Ker so nekaj se pač mogli narediti, ne? Zdaj pa gre v preiskava v smeri tega, da naj bi bila ena priča podkupljena, ne? Pri teh zaslišanih delih v predkazenskem postopku. In zdaj so celo dva v postopku. Ja, in zdaj, da naj bi pač bil poln kokaina, vinjen ta šuter in tako dalje. To zdaj gre čisto v drugo smer, ne? Ja, to zdaj, pač če je res pokazala obdukcija te znake alkohola in kokaina in tako naprej, meni je res žal za to družino, ki je doživela tak udarec, ne, pač tragedija, ne, in da potem pride ven take stvari, ki dejansko pa kaznivo dejanje je bilo kaznivo dejanje, ne, ali si bil ti pod vplivom česa ali ne, ne. Bili so te, ne? Tako, ne. Pri čemer, ja, tukaj je sploh, ne, že od začetka so se pojavljale navedbe prič, ne, in tudi fantje, ki so bili tam prisotni, so govorili, mislim, da je celo to Janez Janša, ki je bil na pogrebu, je rekel, da so do njega pristopili in so mu rekli, tak, ki so ga zaprli, ni pravi, ni ga on udaril, ne. Potem je pa trajalo dolgo, preden je tudi sodišče, ne, to ugotovilo in tožilstvo, in je bil potem ta izpuščen in se je zdaj tožilstvo fokusiralo na nekoga drugega, je pa še zmeraj sta oba kot osumljena, ne. Ampak do te tragedije morda niti ne bi prišlo, če bi tožilstvo pod vodstvom Bergantove opravljalo pač svoje delo bolj dosledno. Ker politiko pregona določa generalni državni tožilec. In veliko dejanj romske skupnosti, pripadnikov romske skupnosti na jugovzhodni Sloveniji z elementi nasilništva se je obravnavalo zgolj kot prekrške. Niso jih resno preganjali. Izdane globe, ne. Namesto, da bi dala ona usmeritev, vsako tako nasilništvo se striktno preganja strogo kot kaznivo dejanje, ne. In potem, ker ko so bile izdajane globe, seveda te niso bile plačane, ker se od socialne denarne socialne pomoči se ne izterja potem, ne, ker se ti ne smejo obesiti na to. In so praktično Romi tam počeli, kar so hoteli, ne, so bili nedotakljivi. In v tej zadevi je že pred tem napadom na šutarja prišlo do pretepa tam v tem lokalu, je prišla policija, popisala stvari in obravnavala kot prekršek. Če bi takrat po usmeritvah tožilstva obravnavali kot kaznivo dejanje nasilništva in te Rome odpeljali, ne, pa tudi če ne bi bili isti, ki so potem napadli, oziroma ta, ki je napadel potem šutarja, bi morda bil potek dogodkov drugačen, ne, ampak to je pa odgovornost gospe Bergant. Zdaj pa Golob govori, ne, kako se šutarjev zakon že pozna, ne? Se stvari že spreminjajo, ne? Ja, no, to pač neko fasado skuša ustvariti, ne, ampak tam se stvari še dolgo ne vodijo. Dobro, še eno vprašanje v zvezi s pravosodjem, ker smo Janšo prej omenili. Zdaj Janša, mislim, že parkrat rekel, no, da je za tranzicijsko levico je vprašanje sestave imenovanja ustavnih sodnikov enako pomembno kot parlamentarne volitve. Se ti strinjaš s tem? Ja, sestava ustavnega sodišča je gotovo pomembna z vidika tega, kateri zakoni se lahko spodbijajo na ustavnem sodišču, kateri gredo čez, ne. Recimo vidimo pri tem zakonu o zdravstveni dejavnosti, ne, kjer so zdaj nekaj so pač ugotovili neustavnost, ne, pri enem delu ne, nekatere je ta odločitev presenetila, ampak vemo, v bistvu, ja, pomembna je sestava ustavnega sodišča, ker recimo ta vladna koalicija, ta vladajoča koalicija se lahko zanaša, da je ustavno sodišče v narekovajih njihova, ne, in da lahko marsikaj storijo, česar potem ustavno sodišče ne bo ugotovilo kršitve, ne, neustavno. Naprimer, zakon o RTV. Na nek način lahko blokira, ne, vlado. Poglej zakon o RTV, ki je eklatantno neustaven, ne. Pač ne moreš prekiniti mandata organom, ker
z zakonom sredi mandata, ne, to ne gre, ampak Ustavno sodišče v tej sestavi ni bilo sposobno ugotoviti neustavnosti takega zakona. Enostavno sploh niso odločali potem. To je tipičen primer. Kaj si lahko vladna koalicija privošči, če ima Ustavno sodišče? To si dobro formuliral, niso bili sposobni, oziroma niso hoteli ugotoviti neustavnosti, ne? Ja. In so potem pač rekli, ne moramo odločiti. Tako, niso pa spet mogli potrditi, da je ustaven, ker seveda ni. Nad Ustavnim sodiščem je pa res samo še, kot pravimo, Bog, kako, ne? Ja, včasih Evropsko sodišče. Ja, včasih Evropsko sodišče. Čeprav tukaj v primeru ni bilo, ne? Tukaj Gregorčič pa niso bili uspešni na Evropskem sodišču, ne? V primeri zakona o RTV-ju, ne? Dobro, zdaj, danes si že napisal članek, moram priznati, da sem bral samo, ker sem imel modil, sem bral samo naslov, ne? Sprašuješ se v članku, ali so vrhovni sodniki sposobni pošteno soditi Pogačniku, ne? Kje se ti pojavlja? Zdaj, mislim, zastopnik od Pogačnika, odvetnik Damjan Pavlin, je mož od vrhovne sodnice Brigite Domjan Pavlin. Torej, gotovo, ona bo sodila, ne bo sodila. Ne bo sodila, ne, to bi bilo že preveč, ne, ampak če bi bila ona v senat imenovana, bi pač predlagala izločitev, ona zagotovo ne bi sodila. Ne. Ampak kljub temu, ne, je mož od vrhovne sodnice, torej vrhovnih sodnikov ni 500, ne, se poznajo, so verjetno tudi kakšne prijateljske naveze in tako naprej. Tako da se postavlja vprašanje, že iz tega vidika, ne, te povezave, sodnica, odvetnik, ne, koliko bo to nepristransko, plus to, da se izločajo, pač imajo težavo s sestavo senata, nekateri se že izločili oziroma predlagali izločitev, ker so pa tudi znanstva, ne, so lahko s Pogačnikom, ne, kakšni znanci, mogoče celo prijatelji. Eni se pa izločajo iz objektivnih razlogov, ker so v preteklosti mogoče tudi imeli v obravnavi, so sodili v zadevah, zaradi katerih je potem zdaj Pogačnik, zaradi katerih je bil razrešen. Ne. In to je sicer korektno, da se izločijo, ne, to je vse, še vedno pa je vprašljiv videz nepristranskosti. Ker prej, ki si rekel, da ni 500 sodnikov, ne, ampak tudi zelo malo je odvetnikov, ki imajo svoje žene, ne, zaposlene kot vrhovne sodnice, ne. Tako. Še v temu je šel Pogačnik. Morda je ravno temu je šel. Ravno temu je šel Pogačnik, ja. Videl sem, no, zdaj, da imaš tukaj en kup papirjev, a je mogoče še kaj takega, kar bi rad povedal, da zdaj pa niso načela. Ne, to sem imel tako, če bi mogoče kakšno zadevo pozabil, ampak mislim, da sem večinoma, da sva predelala. Dobro, vse, ne bova se zadnjič videla danes, ne. Ja, če bo še kakšna tema, boš prišel še povedati, ne. Skratka, najlepša hvala, da si bil danes gost v studiu, ne, pa da si povedal to, kar si povedal. Mi se znova vidimo ta petek, ko boste tukaj Peter Gregorčič in pa Miran Videtič in nadaljevali bomo pa z komentiranjem politične situacije. Do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.